Telefon je vaša digitalna identiteta. Jo znate zaščititi? Telefon že dolgo ni več zgolj sredstvo za sporazumevanje, temveč v njem shranjujemo praktično vse podatke. Od telefonskih številk, gesel za elektronsko pošto in spletna družabna omrežja do dostopa do spletne banke, fotografije in preostale pomembne informacije. SMS in GSM signali, se pravi klasično telefoniranje in klasično pošiljanje SMS-ov, je najbolj nevaren način komuniciranja. Oziroma to je dobesedno tako, da bi pisal sporočila na kartico in jih metal čez okno. Zaklepanje pametnega telefona z znakovnim potegom ali kratkim številčnim geslom ni dovolj, da zaščitimo svoje podatke. Te lahko zaščitimo zgolj z enkripcijo oziroma šifriranjem telefona. Eno je zaklepanje zaslona, torej, da pač zaklenemo in telefon, ko ga nehamo uporabljati, se zaklene. In ne more ki ne pozna našega tega pina ali gesla ali znaka, karkoli, ne more priti do telefona. Seveda to ne pomeni, da je telefon kriptiran. Drugo je SIM, zaklepanje za naše SIM kartice, kar pomeni, da ne more nekdo klicati v našem imenu. Tretja stvar pa je res kriptiranje telefona. To pomeni, da ko je telefon zaklenjen in zakriptiran, da ga pač ne more neka oseba vzeti, priklopiti na računalnik in skopirati dol vsebino oziroma brskati po vsebini našega telefona. Možnost kodiranja telefona lahko najdemo pod sekcijo nastavitve varnost. Da pa telefon šifrira vse vaše podatke, bo potreboval nekaj časa. Na starejših telefonih bi bila mogoče slabša uporabniška izkušnja, ampak na novejših telefonih se to sploh dobesedno ne pozna. Oziroma je ta performance, torej izguba performančne zmogljivosti toliko mala, da uporabnik tudi če kriptira ali pa ne kriptira, bistveno razlike skoraj ne opazi. Ko je telefon zakriptiran, ga morate potem vsakič, ko ga odklenete oziroma ko ga hočete uporabiti, ga morate odkleniti z nekim geslom. Zdaj, to je nov izziv. Kakšna morajo biti gesla oziroma kako uporabljati gesla. Zdaj, priporočljivo je, da geslo ni mama 1, 2, 3, ampak da si v bistvu namesto imena oziroma da si namesto besede in številke zmislimo neko daljšo frazo. Najboljše je imeti nek stavek. Finance so najboljši časopis. Pa da imamo vsako besedo oziroma vsako začetnico z veliko črko in je to v bistvu veliko boljše geslo, kot če si bi ga zmislili neke komplicirane številke pa črke pa tako naprej. Poleg šifriranja telefona pa moramo za varno komuniciranje poskrbeti tudi na druge načine. Pri aplikacijah je tako na splošno gledano treba najprej paziti oziroma biti pozoren na dovoljenja, ki jih dajemo aplikacijam oziroma dovoljenja do posameznih funkcij telefona. Zdaj, tako Google Play kot App Store imata v bistvu, preden aplikacijo naložimo, neko sporočilo oziroma neko obvestilo o tem, do česa vse bo aplikacija dostopala. Pri varovanju zasebnosti je ključno spreminjanje uporabniških navad. Tako kot ko gremo iz hiše, jo zaklenemo vsak dan, ne samo ob torkih. Tako se je treba tudi pri uporabi kriptiranih telefonov, pri uporabi aplikacij za pošiljanje kriptiranih sporočil navaditi na malo spremenjene uporabniške navade oziroma da niso zadeve take, kot so bile pred tem.